Imamo izkušnjo o verovanju, svojo osebno izkušnjo in ravno tako beremo tudi pri evangelistu Janezu, da Boga nikoli nihče ni videl. Ko namreč govorimo o Bogu, v bistvu govorimo o božjih podobah. In človeški lahko Boga spoznava samo v podobah, Bog sam pa mu ostaja nedosegljiv. Apostol Pavel v drugem pismu Korinčanom tudi pravi, da je Kristus podoba Boga in nadaljuje, da Boga lahko le delno spoznavamo. Pa vendar ne moremo drugače, kot da si o njem ustvarjamo podobe. O tem se lahko prepričamo v samem svetopisenskem besedilu. Namreč že starozavezni Judje so o Bogu govorili v podobah, ravno tako pa o Bogu s pomočjo podob govori tudi Nova zaveza. Stara zaveza nam na več mestih predstavlja božje podobe. Naprimer, v prvi Mojzesovi knjigi je Bog stvarnik, v drugi Mojzesovi knjigi je Bog rešitelj, v tretji Mojzesovi knjigi je Bog postavodajalec, na kar lahko beremo, da je Bog tudi sodnik, da je Bog bojevnik, da je Bog vojnih čet, Sabaot in tako dalje. Vsekakor, Stara zaveza na več mestih govori in nam priča o božjih podobah. In ravno tako smo slišali, da tudi Nova zaveza, v središču katere je apostol Pavel, ki naravnost pove, da je Kristus podoba Boga. In kakor Sveto pismo, tako tudi cerkveni dokumenti zadnjega cerkvenega zbora ne morejo drugače, kakor da o Bogu govorijo s pomočjo podob. Kaj je podoba? Podoba nam razodeva osebo, ki je sicer ne vidimo. Na temelju podobe osebe ne moremo spoznati v polnosti, ampak samo deloma. Toda Kristus, kot podoba Boga, čeprav nam razodeva Boga, nam ne razodeva božjih zunanjosti, temveč nam razodeva njegovo bistvo. Prav tako ne moremo reči, da nam Kristusova zunanjost predstavlja božje bistvo. Kristusova zunanjost sploh ni pomembna. Ne njegova zunanja podoba, temveč njegove besede, oziroma besede, ki jih je razodevajo božjo podobo. On, ki je učlovečena beseda in govori božje besede, nam zato z besedami razodeva Boga. Te božje besede so namreč podoba Boga. Beremo v Janezovem pismu, Jezus je rekel, nisem govoril sam od sebe, temveč Oče, ki me je poslal, mi je zapovedal, kaj naj rečem in kaj naj govorim. Zato lahko rečemo, da je v bistvu najpristnejša podoba Boga njegova beseda, oziroma besede, ki jih je Kristus izrekel in so zapisane v Svetem pismu. Kristjani 21. stoletja ne vidimo Kristusa kot podobo Boga. Imamo pa besede, ki so zapisane v Svetem pismu. In o tej božji podobi, torej o božji besedi, nam govorijo koncilski dokumenti. Dokument Dei Verbum v 6. točki ponavlja nauk prvega Vatikanskega koncila in pravi: Cerkveni zbor izpoveduje, da je Boga počelo in cilj vseh stvari mogoče z naravno lučjo razuma in stvarstva z gotovostjo spoznati. Pri tem pa se sklicuje na pismo apostola Pavla Rimljanom, kjer beremo, kajti od stvarjenja sveta naprej je mogoče to, kar je v njem nevidno, z umom zreti po ustvarjenih bitih, njegovo večno modrost in božanskost. Prav tako beremo v istem dokumentu, da je Bog poslal svojega sina, večno besedo, ki razsvetljuje vse ljudi, da bi prebival med ljudmi in jim razodel notranjost Boga. V tej dogmatični konstituciji torej lahko razberemo, da je Boga mogoče spoznati pod podobami, da je to mogoče, ni pa nujno, da bi ga človek prepoznal. Namreč veliko ljudi poznamo, ki iz stvarstva ne prepoznajo stvarnika. Zakaj ne? Najprej bi se zaustavil pri glagolu,
ki ga dokument uporablja, namreč, da je Boga mogoče spoznati oziroma prepoznati. Naše izhodišče je, da človek s svojim razumom prepozna Boga, torej Božje podobe, pa tudi Božjo besedo. Zakaj pa nekateri ne morejo tega prepoznati? Poglejte, Božja beseda ni padla z neba. Na podoben način govori islamska teologija, ki pravi, da je angel Gabriel narekoval preroku Mohamedu Božje razodetje, ki je zapisano v nebesih. Krščanski nauk pa ne uči tako, ampak pravi, da so posamezniki prepoznali Božjo besedo v besedah, ki jih je izgovoril človek. O dejstvu prepoznavanja Božje besede nam ista dogmatična konstitucija, torej Dei Verbum, govori v 11. in 12. členu, kjer beremo o dvojnem avtorstvu Božjega razodetja in o potrebi po razlaganju bibličnega besedila, upoštevajoč okoliščine in kulturo, v kateri je besedilo nastalo. V 11. členu omenjenega dokumenta pravi najprej: knjige Stare in Nove zaveze v celoti z vsemi njihovimi deli ima Sveta Mati Cerkev na temelju apostolskega verovanja za svete in kanonične. In sicer zaradi tega, ker so napisane po navdihnjenju Svetega Duha in imajo Boga za avtorja, ter so kot takšne izročene Cerkvi. Pri sestavljanju svetih knjig pa je Bog izbral ljudi in jih tako naravnal, da so ob uporabi svojih sposobnosti in moči na temelju njegovega delovanja v njih in po njih kot resnični avtorji zapisali vse tu in samo tu, kar je on hotel. Torej v 11. členu govori o dvojnem avtorstvu. Avtor je Bog, tisti pravi avtor, ki pa je besede zapisal s človeško govorico, pa je človek, kakor je namreč s svojimi sposobnostmi prepoznal in kakor ga je navdihnil Sveti Duh. Ameriški teolog Dals govori o 5 različnih modelih prepoznavanja Božjega razodetja oziroma Božje besede. O tem se sedaj ne bi zaustavljal, ampak vsekakor sodobna teologija upošteva to, kar pravi Dei Verbum oziroma kar pravi ta dogmatična konstitucija tudi v nadaljevanju, namreč, da mora človek prepoznati Božjo besedo oziroma Božjo podobo, kaj mu hoče Bog prepoznati. Poglejte, čisto preprost primer tudi iz vsakdanjega življenja, ko govorimo na primer o klicu, da Bog kliče mladega fanta v semenišče, v duhovniški poklic. Tudi se Bog ne podpiše pod besede pojdi v samostan ali pojdi v lemenat, ampak mora prepoznati iz človeških besed Božjo besedo oziroma Božji klic. Bog se tudi ne podpiše pod človekovo ozdravljenje ali rešitev, temveč vernik prepozna Božje posredovanje v svojem življenju in v življenju skupnosti. Ko torej govorimo tudi o Božjem odrešenju, namreč povemo, v kakšnem in v katerem dejanju človek ali teolog prepoznava Božje posredovanje v človeški skupnosti. V Jezusu Kristusu tudi niso vsi prepoznali odrešenika. Vemo, beremo tudi v Novi zavezi, da so nekateri v njem videli le čudovitega človeka. Apostoli pa so v njem prepoznali Boga. Tako je tudi pri govoru o odrešenju pomembno upoštevati glagol prepoznavati. Ker je Bog v Svetem pismu govoril po ljudeh na človeški način, tako nadaljuje dogmatična konstitucija Dei Verbum v 12. členu, zato mora razlagalec Svetega pisma, če naj spozna, kaj nam je Bog hotel priobčiti, skrbno preiskati, kaj so sveti pisatelji v resnici hoteli povedati in kaj je Bog po njihovih besedah hotel razkriti. Da dosežemo in spoznamo namen svetih pisateljev pri njihovem pisanju, je treba upoštevati različne stvari, literarne vrste. Je treba upoštevati dane okoliščine, razmere časa, v katerem je besedilo nastalo, in kulturo, v kateri je človek, ki je zapisal Božjo besedo, živel. In tukaj nas
12. člen dogmatične konstitucije Dei Verbum usmeri v upoštevanje kulture. Vemo, da katoliška teologija pred drugim Vatikanskim koncilom ni bila naklonjena študiju kulture oziroma upoštevanju kulture pri obravnavanju Božje besede. Medtem ko pastoralna konstitucija v cerkvi v sedanjem svetu Gaudium et Spes posveti kar nekaj besed pomembnosti kulture, namreč v drugem poglavju dokumenta, kjer govori o pravilnem pospeševanju kulturnega napredka, koncilski očetje najprej orišejo nov pogled na kulturo. V 53. točki na to koncilski očetje poudarijo, da k sami človeški osebi spada, da se do prave in popolne človečnosti povzpne človek samo po kulturi, to je z gojitvijo in razvijanjem naravnih dobrin in vrednot. In v nadaljevanju pove, da k kulturi spada vse tisto, s čimer človek v teku časa izraža, posreduje drugim in ohranja v svojih delih velika duhovna izkustva in napore, ki tako služijo napredku mnogih, še več v blagor vsega človeškega rodu. Na temelju torej tega dokumenta Gaudium et Spes lahko rečemo, da Božje besede, te prave podobe Boga, ne moremo spoznati, če ne upoštevamo kulture, v kateri je besedilo Svetega pisma nastalo. Na kratko bi lahko dejali, da v bistvu, kot smo rekli, nobena podoba Boga ni tista prava, hkrati pa bi rekli, da so vse Božje podobe prave. Oziroma, prava Božja podoba je tista, ki človeka vodi v korenitejši odnos z Bogom, torej v vero, ki ga spodbuja k ljubezni do bližnjega. V bistvu je prava tista Božja podoba, ki v verniku zbuja hrepenenje oziroma po nadaljnjem iskanju Boga, torej tista podoba, ki krepi vero. In vsi smo lahko izkusili, oziroma duhovni pisatelji na več mestih pravijo, da človek, ki se poglablja v Božjo besedo, v to pravo Božjo podobo, ki nam razodeva bistvo Boga, še bolj zahrepeni po Bogu oziroma še bolj išče Boga. Zato tudi v različnih kulturah in v različnih življenjskih obdobjih človek potrebuje različne Božje podobe oziroma Božje podobe pogojujejo njegovo izražanje vere. Spremembo Božje podobe pa se bistvo Boga popolnoma nič ne spremeni. Če bi se vera namreč, zato da se vera ne bi spremenila, se morajo tudi spreminjati Božje podobe oziroma moramo vedno znova v Svetem pismu, v Božji besedi iskati tisto podobo Boga, ki nas spodbuja k iskanju Boga še naprej in k ljubezni do bližnjega. Če pa človek ne bi spreminjanjem načina življenja oziroma spreminjanjem kulture, če ne bi iskal prave podobe oziroma nove podobe Boga, to se pravi drugačne, ki si jo je v preteklosti prisvojil, lahko zaide v malikovanje ali pa preprosto preneha izražati vero, torej preneha verovati. Zato nam tudi koncilski dokumenti pravijo, tudi na koncu Dei Verbum pravi, kako je potrebno Božjo besedo razlagati oziroma se vedno znova v njo poglabljati, vedno znova preko nje iskati bistvo Boga. Če se torej človek zaveda, da je vsaka Božja podoba, ki jo nosi v sebi, sredstvo za iskanje in hrepenenje po Bogu in bližnjem, potem napreduje v veri. Poglejte, popolnoma nič narobe ni, če rečemo, da je Bog ljubezen. Toda moramo se zavedati, da je on ljubezen na drugačen način, kot jo izkušamo ljudje. Verske podobe so usmerjevalci na poti k Bogu in hkrati usmerjevalci izražanja vere. Podoba ima torej dve funkciji. Križ ob poti je najprej znamenje, da je to postavil veren človek, tudi razpelo v stanovanju, najprej obiskovalcu pove, da tu živijo kristjani.
prebivalcem stanovanja pa križ kaže pot k Bogu oziroma jih spodbuja k iskanju Boga in k izražanju vere. Skratka, podoba ne pokaže na Boga kot takega, ampak nas usmerja na pot k Bogu. Tako, hvala lepa.